podpredsednica Iveljana Belis z nami ta večer podelila 3x7 prednosti vsakodnevne molitve Oče naš. V uvodu prej sem povedal, da najkrajša odredba Evropske komisije ima več 10.000 besed. Molitev Oče naš ima v izvirni obliki le 56 besed. 10 zapovedi jih ima 297. Po vsem tem se sprašujemo, ali lahko molitev s tako malo besed sploh pove kaj resnega in pomembnega. Oče naš, ki nas jo je naučil moliti Jezus, je pogovor z Bogom. Zato bomo danes, ko je svet potreben preobrazbe, namenili nekaj besed o pomembnosti tega pogovora z Bogom. Zahvaljujem se Mihaelu, da nam je omogočil poslušanje pesmi od Šifrerja. Oče naš, če si v nebesih. Glede na to, da je naše društvo za srečno življenje danes že 57. z vami in z vsemi, ki ste se odločili za srečo, za radost, sem po navdihu začutila, da je čas, da spregovorim o pomembnosti molitve in to vsakodnevne. Ne glede na to, ali že molite, ali občasno molite, je zelo pomembno, da razumete pomen molitve. Molitev je pogovor z našim stvarnikom. Pogovor z očetom našim. Molitev je prelaganje bremen na Boga. Molitev je resnično olajšanje duše. Prelaganje bremen na Božja ramena. In kdor moli, se na en način povezuje z resnico, z Bogom. 29. novembra leta 1988 sem bila na molitvenem srečanju v Ljubljani. In govornik nas je spodbudil, da molimo in prosimo in trkamo. In da je dovolj en človek, ki bo prosil, molil, trkal in prosil Gospoda Jezusa Kristusa, da bo Slovenija postala sveta dežela, dežela srečnih ljudi, dežela miru, dežela lepote, dežela povezanosti med ljudmi. Da je dovolj en človek, ki bo molil in prosil. Glede na to, da nisem bila versko vzgojena, bila sem pridna, doštudirala sem in meni se je zdelo to, kaj, samo eden je dovolj, ni problem. Če je eden dovolj, jaz bom molila in prosila. To je bila moja zaveza. Ampak takrat se nisem zavedala, kakšno zavezo sem naredila tisti dan, 29. november leta 1988. To je sedaj že 34 let. In to zavezo izpolnjujem. Res jo izpolnjujem. Spomnim se, ko je bil potres v Sloveniji. Sem se spomnila, da je treba prositi Jezusa, da ne umiri potres. Sedla sem se na kavč
in začela moliti in prositi, o Bog, prosim te, umiri ta potres, ne dovoli, da bi Ljubljana imela potrese. Strah me je bilo, normalno, imela sem majhne otroke. In v tistem strahu se je nenadoma vse umirilo. In vem, da me je Jezus slišal. Ko je bil moj mož bolan, sem prosila sina, da sva molila za njega. Res sva molila, prosila sva Jezusa, da njega vzdravi. In vem, da ga je Gospod Jezus vzdravil. Bogu hvala. Včasih zvem za koga, da je bolan in prosim nekoga, ki tudi rad moli, da delamo zagovorniško molitev. In dogajajo se čudeži. Molitev je rešitev. Molitev je pomoč ljudem, ki sami ne znajo moliti. Ki so v stiskah, ki so v dvomih. Jaz osebno zelo rada molim. Moj mož je včasih bil zato predolgo lačen. Ampak zame je molitev najbolj pomembna hrana. Brez te molitve se mi zdi, da jaz osebno ne bi mogla več živeti. Molitev je rešitev, velikokrat rečem ljudem, ki so v stiskah, ki dvomijo, ki so v strahu, ki imajo izzive. In eno samo molitev nam je Gospod Jezus zapustil. In to je molitev Oče naš. Veliko ljudi jo žlobodra in ne vejo niti, kaj govorijo. Ampak molitev Oče naš je najlepša, najbolj učinkovita, najboljša molitev na tem svetu. Dobili smo jo od Gospoda Jezusa. In kratka je. In če jo izrečemo na glas s srcem, z vero, ima zelo velik učinek. In vsak si jo lahko nauči. Tudi tisti, ki jo že znate, molite jo, ker ima resnično velik vpliv na vse nas, na naše življenje, na naš notranji mir, na naše okolje. Ker Bog želi, da se obračamo na njega. On uslišuje vse molitve. On sliši in slej ko prej tudi usliši. V Luku 11. poglavje, 9. in 10. vrstica, piše: trkajte, trkajte, prosite in odprlo se vam bo. In vsakdor trka, vsakdor prosi, bo slej ko prej uslišan. In to je resnica. Jaz imam ogromno pričevanj, da Bog sliši in uslišuje naše molitve. In zelo sem hvaležna Bogu, da sliši in uslišuje. So zagovorniške molitve, so osebne molitve, so molitve za narod, so molitve za otroke, za zdravje, za mir med nami, za naše sovražnike, za sprave. Karkoli bomo prosili, z čistim srcem, z namenom, da bo nekaj se izboljšalo na tem svetu, da bo več miru na tem svetu, da bo več ljubezni med nami, da bo več zdravja, več modrosti, se te molitve uslišujejo.
vendar treba je moliti k očetu. Oče je tisti, ki uslišuje. Oče je tisti, ki nam je poslal Jezusa Kristusa na zemljo. Oče je tisti, ki lahko zgodovino in usodo spremeni, če ga prosimo, če se kesamo, če molimo, če prosimo. Oče naš, ki si v nebesih, je prva vrstica te molitve. Čudežne, mogočne, vsemogočne. To je naš oče, vseh nas, popolnoma vseh ljudi na svetu. Od bogatih, od revnih, od črnih, od belih, od vseh živih. To je oče naš, ki je v nebesih, ki je ustvaril vse vidno in nevidno. K njemu se je potrebno obračati. Oče naš, ki si v nebesih. Prosimo ga, naj bo posvečeno njegovo ime, sveto. In prosimo ga, da je njegovo kraljestvo pride na zemljo. Njegovo kraljestvo je kraljestvo miru, kraljestvo ljubezni, kraljestvo zdravja, kraljestvo življenja, kraljestvo sodelovanja, kraljestvo lepote. Mi prosimo, da njegovo kraljestvo pride na vso zemljo, na vso zemljo in v naše telesa, v naše domove, v naše družine, v naše zakone, v našo družbo, v našo vlado, v našo kulturo, v našo nacijo, v Evropo, v svet. Mi prosimo, da Božje kraljestvo pride na zemljo. Mi prosimo, da se dogaja samo Božja volja, ne moja volja, ne moja sebična volja, ne moja sodba, ne moja žalost, ne moji grehi, ampak Božja volja. Prosimo za Božjo voljo. Kakor na nebu, tako ne bo tudi na zemlji. In prosimo, da nam da naš vsakdanji kruh. Danes, ta hip, ne rabimo skrbeti za jutri, ker jutri bo sam poskrbel zase. Ne rabimo biti v strahu. Kaj bomo jedli, kaj bomo pili? A bojo trgovine imele kaj kruha? Bog je naš oče. On skrbi za vsakogar. Za ptice, za ljudi. On je naš oče, čudovit oče. Naredil nam je čudovit planet. In oče nas ima rad, neskončno rad. Prosimo ga za vsakdanji kruh. Ko je Mojzes osvobodil Izraelce iz suženjstva, ko jih je odpeljal iz Egipta skozi Rdeče morje, so bili 40 let v puščavi. In vendar so vsako jutro dobili mano iz nebes. Niso bili lačni. Tudi vodo so dovolj imeli, preživeli so. Vendar jih je veliko godrnjalo. In tisti, ki so godrnjali, so jih kače pikale. Zaradi nehvaležnosti, zaradi godrnanja jih je veliko pomrlo v puščavi. Pa ne zato, ker Bog ni skrbel za njih, ampak zato, ker so hoteli mogoče šunko. Mogoče so hoteli plesati. Niso bili ponižni, niso bili hvaležni. Osvobojeni so bili suženjstva. In pot jih je vodila skozi puščavo. In Mojzes je imel neskončno rad svoje brate in sestre in molil je in Bog mu je dal na srce, da je naredil povzdignjeno kačo. Na palci. In kdorkoli je pogledal povzdignjeno kačo, tudi če ga je kača pičila, ni umrl. Bog je rešitev. Mojzes je molil za svoje brate in sestre, ki so godrnjali. In vsi, ki so pogledali v veri povzdignjeno kačo, so preživeli strupe od kač. To je Božja ljubezen. Ljudje kršijo Božje zapovedi.
Vendar Bog je poln milosti. Vse, kar želi, je, da se obračamo k njemu. In teh par besed, ki so v tej molitvi, so čudežne in dajo nam moč, dajo nam življenje, dajo nam upanje in ščitijo nas. Varujejo nas pred strahom, pred sovražniki. Ozdravljajo nas. Oče naš, ki si v nebesih, naj bo posvečeno tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Kraljestvo miru, kraljestvo življenja, kraljestvo lepih medsebojnih odnosov. In daj nam danes naš vsakdanji kruh, nahrani nas s Svetim Duhom. Z Duhom, ki nahrani, Svetim Duhom, ki tudi odžeja. Ker nekaj je že ljudi na zemlji, ki so pranojeci, ki ne potrebujejo zemeljske hrane, ki se hranijo z besedo Božjo. In pisano je, da v poslednjih časih bodo ljudje živeli od Božjih besed, ki prihajajo iz Božjih ust. Človeka ne oživlja samo mesena hrana, vidna hrana, ampak ljubezen, Sveti Duh, beseda Božja, ki prihaja iz Božjih ust. In odpusti nam naše dolge. Mi prosimo Boga, da nam naše zemeljske šibkosti odpusti, podedovane grehe, družbene grehe, vzorce, navade, zmote, zablode, da nam odpusti. In Bog je tisti, ki res odpušča, če smo ponižni pred njim. Ampak en pogoj pa nam daje. Odpustite tudi vi vsem svojim sovražnikom. Tudi mi moramo odpuščati. Vsem. Popolnoma vsem. Tudi samemu sebi. Vsem bližnjim. Ker sodba nas oddaljuje od Boga. Če sodimo, če smo v strahu, če žalujemo, če negodujemo, če se jezimo, če lažemo, krademo, ubijamo, smo daleč stran od našega očeta, stvarnika nebes in zemlje. In vsak bo nosil svoje posledice. Razen, če se bo prebudil, če bo se odločil, da bo samo se odpustil, da se bo skesal za svoje zmote, zablode, sodbe, žalitve. Takrat je Bog tisti, ki se človeka dotakne, ga ozdravi, ga usreči in ga poveže s seboj. In tedaj je Bog naš prijatelj, ne nekdo, ki ga ni. Ne nekdo, ki ga ni v narodu. Bog je, ampak samo za tiste, ki molimo, ki verujemo, ki odpuščamo. In pozivamo vse člane društva Belis, da vsak dan en oče nas molijo za Slovenijo, za Evropo, za svet, za mir. In verjamem, da bo ta molitev tako močna, da se bomo prebudili v nov dan, v novo jutro, ko bo med nami mir, ljubezen, sprava. In Oče naš je molitev, ki odrešuje, rešuje, ozdravlja, povezuje, sovražnike spreminja v prijatelje, odganja strahove, celo pomlajuje nas, nam omogoča dolgoživost, rešuje finančne situacije. Bog je naš odrešenik, naš očka, dober očka in molite k njemu z ljubeznijo. In Jezus je vedno govoril, ne se meni zahvaljevati, jaz delam samo
očetova dela, to, kar me je oče naučil. Očetu molite. In če bomo vsi očetu molili, bomo Božji otroci, beli so otroci, otroci miru, radosti in sreče. Toliko danes od mene. Hvala lepa. Draga Eveljana, iskrena hvala za te poučne, globoke besede. Naj vam povem, da smo mi imeli predavanje o Oče našu na Teološki fakulteti med mojim študijem teologije in da je Oče naš intelektualno gledano zgrajen na določenih nivojih tako, da lahko samemu sebi tudi vejo odžagaš, če ga moliš. Namreč, bolj ko ga moliš, prej umreš. Lahko, zaradi tega, ker rečeš odpusti nam, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in če ne odpustiš, tudi tebi ni odpuščeno.